Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Kot ste videli, bomo nocoj govorili o Latinski Ameriki in še posebej o trgovini z mamili, narkosih, tolpah in kriminalu. Z mano sta Diego Battistessa in novinek Francesco Guerra. Francesco, ker si nov na kanalu, se želiš tudi predstaviti in malo povedati, kaj počneš? Ja, jaz se predvsem ukvarjam z Brazilijo, s trgovino z mamili, ki zadeva predvsem Brazilijo in Italijo. In s tem se ukvarjam že več let. Prvega komandnega centra, torej PCC, te organizacije, ki izvira iz São Paula in se je zdaj že utrdila na mednarodni ravni. Po podatkih tožilstva São Paula je PCC prisoten v 24 državah, torej je praktično postal mednarodna organizacija za trgovino z mamili. Postala je organizacija mafijskega tipa, kot pogosto pravi tudi tožilec Lincoln Gačja. Sem analitik v raziskovalnem centru Amistades v Rimu in član GITOC-a, ki je globalna pobuda proti organiziranemu kriminalu. In univerzitetne raziskave se zdaj ukvarjam neodvisno, potem ko sem 5 let kot podoktorski raziskovalec delal na Zvezdni univerzi v Goiasu na področju zgodovine. To je to. Napisal sem knjigo o Braziliji in Latinski Ameriki. Potem pa so zgodbe o politiki, krivici, narkomafiji in pandemiji, kjer ima velik prostor. Vprašanje ponudbe, politične uporabe, pravosodja, pa tudi o milicah, paravojaških milicah iz Ria de Janeira. Skratka, govori se o veliko zanimivih stvareh, zato vsem, ki nas poslušate, svetujem, pojdite v knjigarno, povprašajte po njej in jo kupite. V redu, to je bila predstavitev. Predajam besedo Diegu. Dober večer vsem. Mirko, še enkrat hvala za povabilo. Vesel sem, da lahko danes večer delim prostor s Franceskom, ki sem ga spoznal zaradi Brazilije. V Braziliji sva se spoznala pri različnih sodelovanjih. In moram reči, da je res lepo, da ga lahko nocoj poslušam, ker je Francesco eden največjih strokovnjakov, zagotovo največji strokovnjak za Brazilijo, ki ga imamo v Italiji. Poleg tega s tem zelo specifičnim poudarkom na organizacijah. Kriminalih, hvala. In kot je rekel Francesco, so zdaj že zakoreninjene, ne samo v vsej regiji, ampak imajo tudi oporišča zunaj regije. Potem nam bo Francesco zagotovo povedal tudi o sobivanju, stikih, ki obstajajo s kriminalnimi strukturami, ki jih zelo dobro poznamo žal v Italiji. Ampak, glede na to, da smo prej govorili, imamo zelo pozorno občinstvo. Razlog, da nocoj govorimo o temi kriminalnih skupin, preprodajalcev drog, tolp, ki prevažajo mamila po vsej regiji. To je zato, ker smo verjetno priča enemu najbolj burnih in tudi najbolj nasilnih zgodovinskih obdobij zadnjih let v Latinski Ameriki. Tako, zdaj smo pripravili nekaj diapozitivov, Da bi dobili približno predstavo, govorimo tudi o zaznavi varnosti v Italiji. Vemo, kakšni so mediji, kakšne vrste novic, to je normalno, tudi jaz sem novinar, zato je normalno, da tudi mediji v Italiji poročajo o določeni vrsti novic. Nenehno v poročilih, prav ko pogledamo trde številke, podatke, kot pravijo v španščini, dato mata relato, torej podatek ubije pristransko pripoved. Poglejmo, kot vidite, v Italiji imamo na 100.000 prebivalcev podatek 0,55 umorov na 100.000 ljudi. To so stopnje umorov v Evropi, torej na 100.000 prebivalcev. Vidite lahko, da ima Latvija najvišjo stopnjo umorov, 3,57. Poglejte, Italija je v bistvu, sem že povedal, Mirko, Italija je na dnu.
Se pravi, smo takoj za Švico in Norveško, torej imamo eno najnižjih stopenj umorov v Evropi. In zdaj si bomo pogledali merko. Tista o Latinski Ameriki pa je, če se ne motim, iz leta 2025 infografika, ki jo imamo, da bi malo razumeli velike razlike. Je še ena, Mirko, to so najnevarnejše države na svetu in vidimo, da so med prvimi 10 4 iz Latinske Amerike in Karibov. Mehika, Ekvador, Brazilija in Haiti. Ampak je, točno, to so latinsko-ameriške države z največ umori. Poglejte stopne, se spomnite tistih od prej, 0,55 Italija. Tukaj imamo Haiti z 62. 62 so bili podatki za Caracas v najslabših trenutkih venezuelske krize. Ekvador, o katerem bomo govorili nocoj, je dosegel skoraj 40. To so grozljive številke. Da, in to bomo poskušali razumeti tudi letos. Že če te prekinjam, ampak upoštevajmo, da je Ekvador še pred 10 leti, ne vem točno odstotke, ampak stavim, kar hočeš, če ni bil polovica, je bil zelo blizu temu. Ker je Ekvador v zadnjih 5-6 letih doživel eskalacijo. Manj, Frančišek, ker sem živel v Ekvadorju med letoma 2023 in 2015 in sem pravzaprav doživel celotno rast, recimo, kriminala. Jaz sem poleg tega živel, kasneje vam bom povedal nekaj anekdot, prav na meji med Ekvadorjem in Kolumbijo, zato zelo dobro poznam te poti trgovine z mamili, ki so tudi del tihotapljenja goriva. Ampak, prav tako kot praviš ti, Frančišek, bomo še podrobneje govorili o Ekvadorju, vendar Ekvador do pred kratkim sploh ni bil na teh lestvicah. Kdo pa je izpadel iz teh lestvic in to vidite tam na tem območju? V Srednji Ameriki, prav tam blizu Gvatemale, ta siva država med Gvatemalo in Kostariko je Salvador, ki je popolnoma izpadel iz lestvic. O tem bomo še govorili. Salvador v času Mare Salvatrucha ali Mare 18 najbolj smrtonosnih kriminalnih skupin v Srednji Ameriki. Nastale na velikih posestvih Združenih držav Amerike in nato izvožene z izgonih v Srednjo Ameriko proti Salvadorju in drugim državam. Vendar, glejte, pomembno je govoriti o trgovini z mamili, kriminalnih tolpah in o tem, kaj se dogaja v regiji. To je zato, ker, kot lahko vidimo, govorimo o podatkih, ki so grozljivi, torej na družbeni ravni. Potem, ko vstopimo v posamezne države, govorimo o situacijah, ki spominjajo na vojne razmere. Tako da od tu naprej ima Mirko tudi parabelum, kaj ne? Veliko te držav spominja na vojne razmere. Seveda nam bo potem Frančišek to veliko bolje razložil. Brazilija je država velika kot celina, zato so ti podatki seveda tudi povprečje, kaj ne, tega, kar se dogaja znotraj države. Slavni trikotnik, ki si ga bomo kasneje ogledali, bo zagotovo višji. Zanimivo je, kako dojemamo stvari. Če bereš naše časopise, dobiš vtis, da gre za izredne razmere, varnost in podobno. Pravzaprav smo med najnižjimi v Evropi, povprečje je 0,9, mi smo skoraj na polovici, 0,55. Ampak da si ustvarite predstavo, če kdo misli, da je v Italiji izredna varnostna situacija, naredite si izračun, bilo je 0,55. Naprimer, recimo, Urugvaj ima 20-krat večjo vrednost. Ki velja za varno državo. Kar je 64-krat več, 62. To bi bilo 124-krat več. Urugvaj je predvsem država južnoameriška Švica. Skratka, država, v katero je organizirani kriminal prišel razmeroma nedavno. In vseeno je tja prišel predvsem v obliki pranja denarja in kot oportunistična pot v trgovini z mamili. Ampak kar sem hotel povedati je, da je treba te podatke nekoliko umestiti v kontekst. Ker, na primer, podatek o 12,9% za Paragvaj je treba nekoliko postaviti v kontekst. Paragvaj je v resnici država, ki ima zelo visoke vrhove nasilja na obmejnih območjih, zlasti na meji z Brazilijo, predvsem na tako imenovani suhi meji. Torej, govorimo o Pedru Juanu Caballeru, govorimo tudi o
Tromeji, torej o Ciudad del Este, povem v portugalščini, ampak se razume. Tako so obmejna območja Ahilova peta Paragvaja, ker je zgodovinsko zelo razširjeno plačano morilstvo. In so zato ta območja zelo nevarna. Altamente K temu je treba dodati še dejstvo, da je po umoru Rafata leta 2016 PS dejansko prevzel oblast. Recimo prevladal je v Paragvaju. Kriminalna zgodovina Paragvaja je bila drugačna. Bila je zgodba o kriminalnih družinah, vpletenih v trgovino z mamili, predvsem družine z meje. Tako je, bil je George Arafat, bil je Jervis Pavalo, bila je še ena velika družina Name, Fuad, te velike družine, ki jih je PSS odstavil z oblasti. Kolikor vem, je zdaj edini močan klan v Paragvaju družina Mota, ki še vedno ostaja. Ampak Francesco, oprosti, EPP je še vedno aktiven, Paragvajska ljudska vojska. Vendar, če se ne motim, samo na določenih območjih, samo na nekaterih posebnih območjih. In pravzaprav z zelo omejeno dejavnostjo v primerjavi s pred nekaj leti, nastala je leta 2008, vendar mislim, da se je dejavnost zmanjšala. Govorimo o eni zadnjih gveril v Latinski Ameriki, zelo malo znani, Paragvajska ljudska vojska oziroma EPP, vendar, Frančišek, ti zagotovo veš več o tem. Torej, gibanje EPP je doživelo obdobje upada po fizični odstranitvi in aretaciji številnih članov družine Villalba. To je bila družina, ki je imela nekako razvejano družinsko mrežo, ki je imela veliko predstavnikov v vojski paragvajskega ljudstva. To je gverila, o kateri se je v zadnjem času spet začelo govoriti. Ker sem prav v zadnjih mesecih opazil, da se je v Paragvaju spet začelo govoriti o EP. Vendar pa je njihovo delovanje zdaj zelo, zelo šibko. In v vsakem primeru tudi oni tvegajo, da nad njimi prevladajo močnejše kriminalne skupine. Naprimer, PSS, o katerem so že leta 2019 in 2020 govorili o teh povezavah med PSS in Paragvajsko ljudsko vojsko. Quindi... Francesco, želel sem narediti korak nazaj. Mi lahko razložite, zakaj ima južnoameriška celina, čeprav gosti 8% svetovnega prebivalstva, tretjino vseh svetovnih umorov in ne govorimo o vojni coni? Kakšne so globoke korenine? Kolikor razumemo, obstaja veliko družin, torej so to organizacije družinskega tipa, malo po vzoru Botra kot italijanske družine. Ne bom trdil. Samo dve stvari, Francesco, potem ti prepustim besedo. Jaz bom rekel samo ogromen dostop do orožja, ki prihaja iz preteklih konfliktov, naprimer iz Srednje Amerike, ali če govorimo o Mehiki, stalen dotok orožja iz Združenih držav, ker se orožje ne proizvaja v Latinski Ameriki. Orožje se proizvaja v Združenih državah, popravi me, če se motim, Francesco, obstaja velika proizvodnja, naprimer nabojev. V Braziliji pa skoraj vse jurišno orožje, kot ga naprimer uporabljajo karteli v Mehiki, prihaja iz Združenih držav. In potem mi, ko si to predstavljamo iz Italije, nismo vajeni razsežnosti teh držav, ne prehodnosti nekaterih območij. Tako imajo kriminalne skupine in gverile dejansko sposobnost, ki jo bomo v nekaterih primerih, naprimer v Kolumbiji, še videli. Uporabljajo metode in sredstva za preživetje, ki se le stežka razlikujejo od tistih, ki jih zelo dobro poznamo pri kriminalnih skupinah. Torej, bi zagotovo rekel, da je neprehodnost številnih območij in zelo enostaven dostop do orožja pomemben dejavnik. Potem lahko seveda dodamo še korupcijo, nekaznovanost in številne druge dejavnike. Zdaj pa za trenutek prepuščam besedo tudi Francescu, ki bo zagotovo imel še kaj za dodati.
Najprej bi rad naredil eno razliko, ker ko govorimo o špansko govoreči Južni Ameriki, se srečamo z eno zgodbo. Ko govorimo o Južni Ameriki in mislimo na Brazilijo, se srečamo s povsem drugo zgodbo. Naprimer, kaudilizem je zgodovinsko-politična značilnost špansko govoreče Amerike. Ni pa nikakor značilnost Brazilije, kjer pa imajo koronelizem. In iz koronelizma izhaja vrsta posledic, ki se navezujejo na to, kar si ti rekel, Mirko. V smislu gre za ozemlja, ki so pogosto razdeljena, tista brazilska, med družine, med hegemonistične družine, ki so izvajali svojo hegemonijo. Vzemimo za primer Callada v zvezni državi, kjer sem živel 5 let, v zvezni državi Goiás, je družina Callado zgodovinsko izvajala svojo hegemonijo tudi z izjemno nasilnimi metodami. Tako so to države, kjer je bil, če vzamemo za primer Brazilijo, centralna oblast daleč stran. Tako so te koroneli dejansko opravljali funkcijo države namesto države in pogosto so delovali celo proti državni zakonodaji. Torej so si pogosto kar sami postavljali zakone. To tudi pojasnjuje, zakaj za Brazilijo govorimo o lawfare, torej o politični uporabi pravosodja. Ker veliko območij, imeli smo koronela, torej gospoda, ki je obvladoval določeno območje, imeli smo sodnika in imeli smo duhovnika. To so bile hegemonistične figure. To pojasnjuje, zakaj smo imeli v primeru Lavajato na primer pravičniško blaznost, ki je trajala leta. Vsaj od leta 2014 do 2018 oziroma 2019 in lahko rečeš tudi 2020, ker je potem, da bi prišli do revizije procesov proti Luni, na primer, minilo veliko časa. Torej, odkod izvira nasilje? Izvira iz dejstva, da je izjemno težko upravljati območja. Veliko območij je nedosegljivih. In tam se oblikuje se specifično okolje, v katerem kriminalne figure, ki pogosto postanejo celo legitimne ali zaščitene s strani same politične in sodne oblasti, lahko uspevajo. Torej, začnimo razlagati po državah, tako bomo sledili tudi prosojnicam. Začnimo z Bolivijo, saj smo govorili o težko dostopnih krajih, do katerih je precej težko priti. Mimogrede dam tudi nekaj filmskih priporočil, če želite spremljati in dobiti občutek za te svetove. Eden je Mesto angelov, kar precej zahteven film, drugi pa je Bope, elitna enota. Če želite kaj bolj zabavnega, kar dobro prikaže trgovino, recimo z orožjem. Obstaja film s Tomom Cruisom, kjer igra pilota letal, ki na koncu pristane v službi enega od kartelov. In malo je bil agent CIA, malo pa si je dodatno služil z leti za prijatelje iz kartela. Resnična zgodba. Povsem resnična zgodba, mimogrede. Povsem resnična zgodba. Prišlo mi je na misel, ker sem videl letalo, spomnil sem se nanj, kako je letel nad tem gozdom, s to stezo in tako naprej. Torej je malo delal za CIA. In malo je preprodajal droge, na neki točki si je praktično ustvaril svojo floto letal. To je zato, da pokažem, kako je, pogojno rečeno, lahko tudi početi take stvari. Prosim, začnimo z Bolivijo. Ampak Bolivija ima najprej veliko vprašanje glede tega, da je ena od 3 držav proizvajalk listov koke. Torej, začnimo s tem podatkom. Skratka, Bolivija proizvaja surovino, ki se potem, kot pravijo v žargonu, skuha in postane prepovedana droga, katere imena ne smemo izreči. Drugače nas YouTube kaznuje. Hvala. Torej je Bolivija ključno vozlišče. Bolivija ima zgodovino, ki je predvsem povezana z podeželjem
ima razmeroma dolgo zgodovino, ki se nanaša na določene družine. Čeprav je bil, na primer, eden največjih dobaviteljev Pabla Escobarja Suarez, torej Bolivijec, bolivijski narkokralj, imenovan kralj kokaina. Da ne izrečem besede, ki je ne smem izreči. Da izrečem besedo, ki je ne smem izreči. In v Boliviji zdaj v veliki meri prevladuje, na primer, PSC, brazilska kriminalna organizacija, katere številni člani so zdaj v Boliviji, od koder usklajujejo tihotapljenje. Dokler potem, recimo iz Bolivije, ne pridejo do pristanišča Santos predvsem, pa tudi do drugih brazilskih pristanišč in to pripeljati prepovedano drogo v Evropo. Bolivija, recimo, je vedno bila ena izmed njih. Nasadi koke v Boliviji so vedno imeli velik pomen, prav tako kot v Peruju. Kolumbija ima z tega vidika nekoliko novejšo zgodovino, kar zadeva pridelavo koke. Hvala. Tisto, kar vidite na slikah, sta na primer dve veliki območji. To sta tropsko območje Cochabambe in območje gozdovi okoli La Paza. Dejansko Bolivija trenutno deluje kot država, ki se močno sooča z prometom prepovedanih drog, še posebej za organizacije, ki niso bolivijske. PSS, Komando Vermelo, kar zadeva Francesca. Ampak zakaj so se organizacije iz drugih držav, kot je Brazilija in tako dalje, odločile preseliti v Bolivijo? Slabost države, težave z dostopom? Ker imajo tukaj več letališč kot American Airlines. Torej, da odgovorim na to vprašanje, moramo najprej pogledati, kaj je prvo poveljstvo prestolnice. Kaj je PSS? PSS je povsem specifična, povsem posebna kriminalna organizacija. Nastala je 30. avgusta 1983 v zaporu Taubate v zvezni državi São Paulo. 1999 smo v letu 2026, ustanovilo jo je 8 zapornikov. Rekel bi, da 98% brazilskih kriminalnih organizacij nastane v zaporih, ne na ulicah. To je prva velika posebnost. Praktično vse razen paravojaških milic iz Rio de Janeiro, ki imajo drugačno zgodbo. PSS je v nekaj več kot 30 letih iz zaporniške organizacije prerasla v transnacionalno organizacijo, ki se ukvarja s trgovino z mamili. In PSS temelji na skorajda maničnem, upal bi si reči, spoštovanju statuta strani svojih članov. Poleg tega imajo še celo vojsko tako imenovanih tovarišev in ljudi, ki na različne načine sodelujejo z organizacijo. Torej, kaj je PSS na neki točki rekel? Zakaj bi moral jaz prevzemati te tovore prepovedanih substanc od drugih? Grem, koloniziram Bolivijo, grem, odstranim Georgea Rafata na meji med Brazilijo in Paragvajem in postanem jaz glavni akter. Spravi, jaz skrbim za celotno verigo, ker imajo oni poslovni pogled na trgovino z mamili, zelo podjetniški pristop. Ko sem govoril z nekaterimi od njih, prezeneti organiziranost, ki jo imajo. Tako so preprosto rekli, mi gremo, si utiramo pot v državah, kjer ni pomembnejših domačih kriminalnih združb. Jasno je, da PSS ni šel v Mehiko, šel je v države, za katere je vedel, da lahko prodre vanje. Šli so v Mehiko, vračali so se z nogami naprej, kot pravijo v Rimu. Vsaj izbruhnila bi vojna kolosalnih razsežnosti v svetu trgovine z mamili,
A namesto tega je PSE Francesco. Ker imam še eno vprašanje, po mojem mnenju zanimivo. Ampak če tam tako dobro uspeva, kako to, da znotraj države ni bilo skupine, ki bi prevzela oblast in izkoristila to stvar? Ali tega niso dojeli? Ali so bili bolj razdeljeni in je zato prišel nekdo večji, bolj zloben in bolj organiziran? Ker če je to idealen kraj, zakaj tam ni spontano nastala kakšna skupina? No, to je eno od idealnih krajev za kokin list. Ponavljam, imamo Peru, imamo Kolumbijo, imamo Bolivijo. Bolivijska koka je zagotovo skupaj s kolumbijsko tista, ki ohranja najvišjo stopnjo čistosti. Pravzaprav je tista, ki pride v Evropo, tista, ki jo PSS pošlje v Evropo. Bolivijska koka, ni perujska, izključno bolivijska. Torej, kdo so kupci, Francesco? Sistem deluje na zelo kompleksen način, ker PSS skrbi za to, da tako rekoč prevzame izdelek od pridelovalcev. Potem so te laboratoriji razpršeni vse povsod. Na primer, takšne laboratorije najdemo tudi v Braziliji. Ko je izdelek pripravljen, ko je ploščica gotova, PSS uporablja različna pristanišča, pristanišče Santos, pristanišče Jatai, pristanišča v zvezni državi Paraná, pristanišča na severu Brazilije. Tudi samo pristanišče Rio de Janeiro. Čeprav je Rio de Janeiro večinoma v rokah pridelovalca, ki je sovražnik PSS. Ampak na tej ravni se sklepajo dogovori. Hvala. Nato se tovor prepovedane snovi pošlje ali neposredno proti Evropi. Ali, kot se pogosteje zgodi, obstajajo žarišča predvsem v Zahodnji Afriki. Tako, potuje proti Zahodnji Afriki in nato naprej proti evropskim pristaniščem. Logistično vprašanje, ker se ukvarjam tudi s tem. Še zadnja stvar, da razumemo to vprašanje trgovine z mamili. Današnji PSS ne bi bil to, kar je danes na področju čezmejnega kriminala. Drangheta je bila ključni dejavnik za PSS. Srečali sta se dve potrebi. Potreba Dranghete, da ima močnega partnerja za kokain v Južni Ameriki, in potreba PSE, da naredi preboj. In prehoditi pot od kriminalne organizacije, ki je bila v osnovi zasidrana v São Paulo, do transnacionalne kriminalne organizacije, ali kot pravi Lincoln Gačija, tožilec za boj proti PSS v São Paulo, mafijske organizacije. To je del zgodbe, čista trgovina z mamili. Drugi del zgodbe, ki vedno bolj prihaja v ospredje, je vprašanje pranja denarja, zasluženega s trgovino z mamili. Ne pozabimo, da PSS že leta zasluži v dolarjih in evrih, torej v močnih valutah, ki v Braziliji veljajo 5 ali 6-krat več kot domača valuta. S katerim imamo zdaj v Braziliji velik problem, in sicer množično infiltracijo PSS v zakonite sfere gospodarstva. In to je res nekaj, kar vse Praktično. Tukaj sprašuje z logističnega vidika glede poti, ne? Zakaj bi se mučili in šli čez celotno Brazilijo, če bi lahko ubrali krajšo pot in šli na drugo stran? Ker z druge strani, oprosti, Diego, oprosti. Sam da odgovorim na to stvar glede Mirka, samo eno stvar. Prej si rekel, zakaj niso nastali v Boliviji, ne? V Boliviji ni pristanišč. Bolivija je ena redkih držav v Južni Ameriki, ki nima pristanišč. In dejansko, čeprav se lahko uporabljajo vodne poti, čeprav se lahko uporabljajo, bil je Barry Seal, tisti, o katerem sem prej govoril, ki ga je igral Tom Cruise. Čeprav se lahko uporabljajo vodne poti, čeprav se lahko uporabljajo plina, potrebna so pristanišča
Pravzaprav bomo, ko bomo govorili o Ekvadorju, videli pristanišče Guayaquil. Država brez pristanišč ima, kar zadeva razvoj pomembnega prometa, prepovedanih drog, zagotovo slabšo izhodiščno točko. In potem zagotovo Bolivija. Po obdobju Eva Moralesa, ki je bilo obdobje pomembne politične stabilnosti, se že vsaj 5 let nahaja v zelo zapletenem obdobju teritorialne razdrobljenosti. Pred nekaj dnevi so ga, zagotovo ste videli novico, aretirali v Santa Cruzu de la Sierra. Tako smo na vzhodni meji, kjer so aretirali pomembnega urugvajskega trgovca z drogami iz skupine Primer Komando Uruguayo, Marselja. Zdaj se ne spomnim, piše se Marseille, imena pa se ne spomnim. Sebastián Marseille. Torej, to so pomembni elementi. Potem pa še nekaj, ker vem, da tako Mirku kot občinstvu so všeč zanimivosti. Prej smo omenili Peru, mogoče danes zvečer ne bomo veliko govorili o Peruju, čeprav so to države, kjer pridelujejo več osnovnih sestavin. Da potem opravijo celoten postopek, ki ga poznamo, da pripravijo izdelek. Prav v Peruju se je rodila ta beseda. Soprattutto narkoterrorizem. V 80-ih letih je Belao Deteri tisti, ki si izmisli narkoterorizem. Potem pa narkodržava, narkoterorizem. V Latinski Ameriki pa obstajajo različni pristopi do narkoproblematike. In še ena pomembna stvar, ker ko govorimo o Peruju in Boliviji, predvsem Kolumbija je bila prav tako proizvajalka, tako kot Peru in Bolivija, moramo se zavedati, da so listi koke starodavni elementi avtohtonih ljudstev, torej rastlina koke. Samo po sebi ni škodljiva strupena rastlina, ki bi imela kakršnekoli težave z vidika flore. To je avtohtona rastlina, ki je endemična za Južno Ameriko. Spomnim se, ko govorimo o anekdotah, ko sem prvič prišel v pisarno organizacije, ne morem povedati, v kateri sem delal, v Ekvadorju. Poleg tega, da je bilo na vrtu polno žev, je bil pred mizo, kjer smo snemali video, ogromen grm koke. In ta Diego ima rastlino koke. Zakaj imamo rastlino koke v pisarni, ne razumete. Rekli so mi, ne, glej, rastlina koke je navadno drevo, tukaj se listi uporabljajo, mimogrede zaradi višine, ker v Latinski Ameriki, v Peruju, Boliviji govorimo o ogromnih nadmorskih višinah. Obstajajo mesta zgrajena na 3800-4000 metrih. Zato je ena prvih stvari, ki ti jih ponudijo, ko prideš na ta letališča, čaj iz koke, ker pomaga pri višini. Tisti, na primer, v San Franciscu jedo koka, jedojo tudi tisti, ki delajo v rudnikih, jedojo zaradi listov. Lokalno prebivalstvo je imelo navado žvečiti liste koke. Da, res je. Žvečijo jih predvsem, na primer, če pomislimo na Bolivijo, na rudnike, ki so jih španski osvajalci izkoriščali dolga leta. Z uporabo staroselske delovne sile. Da bi pregnali lakoto in zmanjšali utrujenost, več ur žvečijo liste koke. Skratka, v Južni Ameriki je bila koka kot endemična rastlina vedno prisotna. Naslednji proces se je pojavil v zadnjih 40 letih. Rad bi te nekaj vprašal, Diego. Ta organizacija, to je zemljevid, ki prikazuje njeno prisotnost po svetu. Prisotnost pomeni povezave z lokalnimi organizacijami. Ali imajo tudi fizično svojo prisotnost, ki recimo nadzoruje, da vse poteka kot mora. Ker vidim tudi Japonsko, na primer. Če govorimo o PSC, dvignem roke in naj govori Francesco. Ker, kot je rekel Francesco, je PSC zelo poseben. Ni organizacija, ne moramo reči kartel iz Medellina, izpustim eno generacijo vmes iz PSC. Ne. PSC deluje po zelo, zelo specifični logiki in dinamiki. Zato, Francesco, si ne upam odgovoriti in ti z veseljem predajam besedo. Torej, te slike jemljimo z določeno mero previdnosti, ampak ja,
Ko govorimo o 28 državah s prisotnostjo PSC, to pomeni 28 držav, v kateri so člani PSC, ki opravljajo različne funkcije za organizacijo. Tako so lahko to logistične funkcije, povezane z pošiljkami prepovedanih drog, ki prihajajo. Lahko pa so tudi, kot se je na primer zgodilo v zadnjih letih na Portugalskem, povezane s funkcijami, zato sem omenil pomen pranja denarja, povezane s pranjem denarja. Ker PSC dobro ve, da umor v Braziliji nima povzroči enakega odziva, recimo temu tako, kot umor v Španiji ali umor na Portugalskem. Torej je Evropa trenutno za PSC logistična vstopna točka. In točka. Dragoceno mesto, kar zadeva pranje denarja, pridobljenega s trgovino z mamili. Da, Sebastian Marcet je v resnici poseben lik, je zanimiva osebnost, je oseba, ki je zelo izkoristil veliko zaščito, ki jo je imel na vladni ravni v Boliviji, mislim prav na ministre, ki so ga zaščitili, in ki je izkoristil nesrečno odločitev Eva Moralesa, mislim da leta 2019, da izžene Dea iz države. Ni naključje, da je novi predsednik ponovno dovolil Dea v Boliviji in čudežno je bil marca v nekaj mesecih areteran. Vidite sami, ali je to naključje. Padle so politične zaščite, Dea dobro opravlja svoje delo na terenu. V resnici so Marceja v trenutku prijeli. Pobrali so ga, poslan v ameriški zapor, postal je nekakšen neulovljiv mit v Južni Ameriki. Skratka, stvari niso bile ravno takšne. Je veliko bolj zapleten, ker govorimo o organizaciji, ki ni le zelo razvejena, temelji in je zgrajena na statutu, ki ga morajo spoštovati njeni člani, ampak tudi njeni tovariši. Ker v nasprotnem primeru tvegate, da boste sojeni na tako imenovanih zločinskih sodiščih. PSS ima organizacijo, ki v veliki meri posnema isto državno organizacijo. Torej, na primer... So se tudi malo zgledovali po naši mafiji. Tudi tam te priselijo, da prisežeš in tako naprej. Ampak imajo pravila, evo. Torej, odgovoril ti bom, ker sem o teh temah veliko pisal na svojem blogu latinoamericano.org. PSE je v bistvu nadomestil krvno vez, ki je prisotna v italijanskih kriminalnih organizacijah, z vezjo med Irmausi, med brati, ki temelji na statutu. Statut je ustava PSS, je magna carta PSS. Torej, statut je razdeljen na točke in teh točk se je treba absolutno držati. V nasprotnem primeru tvegate postopek pred zločinskimi tribunali in postopki se lahko končajo tudi z smrtno obsodbo. Francesco. Prej si govoril o umorih, pravilno si rekel. Te kriminalne organizacije zelo dobro vedo, kdaj se gibljajo v prostorih, ki niso njihovi običajni prostori. Torej, prostori korupcije, nekaznovanosti, kjer pravica pride pozno ali pa sploh ne pride. Recimo dvakrat premislijo, preden pritisne na sprožilec. Ampak ti in jaz sva pred nekaj leti govorila prav o primeru, ki je nekoliko pretresel regijo, se spomniš? Marcelo Pecci, paragvajski generalni tožilec, ubit na medenih tednih v Cartageni de Indias v Kolumbiji. In če se ne motim, med različnimi hipotezami, ki so jih takrat obravnavali, je bila prav ta možnost, da je do tega prišlo. Morda, ne vem, če prvič, a verjetno eden redkih primerov, ko smo se zavedli sodelovanje med različnimi kriminalnimi skupinami, da bi prišli do umora tega izjemnega tožilca. Kar nekoliko spominja tudi na sodnike v prvi bojni liniji pri nas.
Tako je, omenil si osebo, ki mi je res pri srcu. Saj sem o Marcelu Pečiju pisal članke in pohvalil njegovo delo. Marcelo Peči je bil žal tožilec, ki je bil prepuščen samemu sebi in obdan z okoljem, torej paragvajskim tožilstvom, ki je bilo zelo skorumpirano. Tako je bil Marcelo Peči živa, premikajoča se tarča in žal je bil ubit. Pravzaprav v primeru Marcela Pečija niso prišli do, kako naj rečem, do močne teze glede naročnikov. Torej, je Marcelo Peči morda bil prepričan? Jaz ti povem, glede na moje poznavanje primera Peči, bi rekel, da je bila to, kako naj rečem, skupna odločitev različnih kriminalnih organizacij. Glede na to, da je bil ubit na območju, kjer PSC ni prisoten, je bil odstranjen na območju, kjer tudi na primer Sebastian Marcel, ki je bil naveden kot možni naročnik umora, tukaj nima, kdo ve kaj, ni imel nobene prisotnosti, torej niti v Kolumbiji. Torej je zagotovo prišlo do čezmejnega usklajevanja na ravni različnih oseb, različnih organizacij, ki so odobrile likvidacijo Marcela Pečija. Rad bi nekaj povedal, ker me ta zadeva z Marcelom Pečijem resnično razjezi. Marcelo Peči je postal znan v medijih, ker je bil edini, ki je v Paragvaju opravljal svoje delo, to lahko rečemo. Bil je edini tožilec, ki se je vmešal v posle Marseja, v posle PSC, v posle nekaterih paragvajskih kriminalnih družin in žal je doživel takšen konec. Ampak Marcelo Peči je doživel takšen konec, ker so ga pustili samega. Diego, razloži tudi grafe, kadar so, ker vi predpostavljate, da mi vemo, kar sem jaz želel. Ker smo začeli na polno o Marcelu Pečiju, ampak tudi zato, da damo malo konteksta in da pokažemo, da je včasih res kot film. Torej, Marcelo Peči je bil ubit 10. maja 2020 v Kolumbiji, ampak ne kjerkoli v Kolumbiji, ampak v Cartageni de Indias, ki je eno najbolj turističnih krajev v Kolumbiji. Bil je na poročnem potovanju na otoku Baru, torej v najbolj turističnem delu, najbolj turistične regije Kolumbije. Morilci so prišli na vodnem skuterju na plažo, kjer je bil on, prišli so na najetem vodnem skuterju, ga hladnokrvno ustrelili v hrbet, v glavo, če se ne motim, in nato odšli. Potem so se začele preiskave. V Italiji smo videli podobne stvari. Poskušali so ubiti nasprotnika pri hiši ob morju. To je bila ladja, ki je šla tja, nastavili so bombo s pomočjo potapljačev. To so stvari, ki smo jih videli tudi v Italiji kot tehnike. Ampak to pomeni, da jim ni uspelo. Atentat na Falconeja v Dauri, misliš? Nekdo jim je dajal navodila. Kaj je ta graf? Število članov približno po območjih. To je praktično vojska. Ja, ampak mislim, da je malo star, ampak ja. Po mojem mnenju je zelo lepo vprašanje za Francesca. Ali v PCC obstaja formalna mitopoetika? Kaj jo navdihuje? Govoriš o bratstvu ali statutu, ampak obstajajo tudi ustanovni miti, na primer vodje, ki so naredili določene stvari. Naj dam primer. Corleonezi, mit, ki izhaja iz nekaj vidani, kar v tamkajšnjem jeziku pomeni v bistvu kmetje, kaj ne? Perinkritati so jih imenovali, tiste, ki so imeli vedno blatne čevlje iz majhne vasice. Corleone. Počasi v bistvu spodrinejo kupolo in postanejo njeni vodje, tako da bo kasneje nastala slavna mafija Corleonezov. Ampak prihajali so iz majhne začetle skupinice. Tukaj si govoril o teh 8, kaj ne, ki so se spoznali v zaporu. Ampak kakšno je bilo poreklo teh Corleonezov? Mislim, zakaj so pristali tam? Torej, poreklo je bilo zelo različno. Bili so morilci, bili so roparji bank, bili so različne vrste kriminalcev.
Naprimer, eden od ustanoviteljev GLA je bil zelo, zelo nasilen človek, ki je zagrešil grozovite umore, celo v istem zaporu, v katerem je bil zaprt. Vendar PSS nastane kot kriminalno bratstvo, ja, kot statut, vendar je zelo utemeljen na ideji paricida. Torej, Oprosti, malo spominja na bando Maljana v tem smislu, nekakšno zavezništvo v narekovajih plemenito med enakimi, čeprav to ni bilo res, ker je bil vedno nekdo, ki je imel več moči. Ampak vedno je nekdo pomembnejši, organizator, Tukaj je malo, treba se uskladiti z brazilsko realnostjo. Številka 1 v PSS je Marco William Camacho, znan kot Marco William Herbas Camacho, znan kot Marcola. Zdaj je Marcola zaprt v zvezdnem zaporu in je, če se prav spomnim, zaprt od leta 1996. Torej, PSS je strukturiran kot piramida, obstaja sintonija D14, nato pa je še veliko drugih sintonij, ki so povezane z vsako funkcijo, ki jo člani opravljajo znotraj organizacije. Torej, naprimer, obstaja sintonija del Otomace, ki bi bila sintonija del Pomodoro, ne vem, zakaj se tako imenuje. To je sintonija, ki se ukvarja z mednarodnim trgovanjem z mamili. Vodje te sintonije ali vsaj nekateri izmed teh vodij so zaprti že desetletja. Torej, kaj se zgodi? Zgodi se, da so te zaprti posamezniki zagotovo že zelo, zelo dolgo nazaj pustili smernice za tiste, ki so na prostosti in morajo voditi organizacijo naprej. In kaj pa te skupine? Torej, to so Comando Vermelho, druga največja kriminalna organizacija v Braziliji, vendar ima povsem drugačno zgodbo. No, ne povsem drugačno zgodbo. Tudi Comando Vermelho je nastal v zaporih. Nastal je v zaporu Ilha Grande v Rio de Janeiro. Obstaja splošno prepričanje, da je nastal z združitvijo političnih zapornikov in navadnih zapornikov leta 1979. Moj prijatelj Fabio Samu je napisal čudovito knjigo Izvor kriminalnih frakcij, Comando Vermelho in Terceiro Comando. Knjigo iz leta 2025, v kateri s pomočjo dokumentov razbija to idejo. V resnici je Comando Vermelho nastal približno sredi 70-ih let. Da, povej, Diego. Ne. Vermelho pomeni rdeče v italijanščini. Povejmo to, ker mi jemljemo kot samoumevno vermelho. Ja, mimogrede, oprosti, rdeči komando. Mi predvidevamo, da vsi govorijo portugalsko. Ne, ampak rdeči komando, torej od tam politični zaporniki, torej pa ne. Ampak ta združitev med političnimi zaporniki in navadnimi zaporniki v resnici Fabio Samu pokaže, da je nikoli ni bilo. Ker leta 1974 v zaporu Ilha Grande, kar pomeni veliki otok, tam že ni bilo več političnih zapornikov. Dokler so bili tam, pa so bili močni spopadi med političnimi zaporniki in navadnimi zaporniki. V vsakem primeru je značilnost vodilnih tako Comando Vermelho kot je prisotnost troparjev, bank na najvišjih ravneh organizacije. Marcola je bil na primer številka 1 v PSS-ju, bil je eden recimo najpametnejših roparjev bank svojega časa in zaradi bančnih ropov je bil obsojen na desetletja zapora. V zaporu je postal ključna osebnost za PSS, nato pa leta 2002 tudi s pomočjo drugih odstrani. Ad altri drugih članov PSE, ki so prihajali v ospredje, odstrani staro gardo PSE in pride na oblast. Trenutno je Marcola priznana številka 1 PSS. Ni na seznamu iskanih, ker je že v zaporu. Zanimiva in protislovna stvar kot vedno v Braziliji, ker rečeš,
Markola je številka 1, v redu, aretirajmo Markolo. Ne, Markola je že v zaporu. In da je v zaporu, pravzaprav, morda je v zaporu že natanko 30 let. Ko govorimo o filmih, Milko, priporočam tudi serijo El Marginal, zelo dobro argentinsko serijo. Ne vem, če jo najdete na italijanskem Netflixu, ampak je zelo zanimiva. Ki govori prav o zaporih, ker kot zdaj vidimo na grafiki in kot je povedal tudi Francesco, PSS izvira prav iz zaporov. In zapori v Latinski Ameriki so nasplošno kraji, so pravi krogi pekla. Zdaj nočem delati primerjav, ker nisem nihče, da bi lahko povedal, ali so slabši ali boljši od italijanskih zaporov. Vemo, da v Italiji zagotovo ne. Vemo tudi, da so v Italiji nečloveške razmere v zaporih, na katere bi morala država ukrepati. Vendar govorimo o povsem drugih ravneh, torej o ravneh, ki so popolnoma nepredstavljive. In potem samo še nekaj glede vprašanja, ki je bilo prej zastavljeno o mitopoetiki, nekaj takega, zelo lepo vprašanje. Tam sem se takoj spomnil na Mehiko, ker kot vemo je za mehiško narkokulturo Santa Muerte, prav zato, ker je smrt v Mehiki tako pomembna, ima svojo poetiko, svojo posebno pripoved, izkaže se ji čast. Tako kot se spomnimo, imajo določene kamoristične mafijske skupine v Italiji to pretirano čaščenje Device Marije in elementov krščanske svetosti. Torej, obstajajo zelo podobni elementi. Tudi v mehiški narkokulturi imajo pokopališča celo svojo na glavno vlogo, zato je več različnih elementov. V žanru Arco Corrido pa so to balade, ki pripovedujejo zgodbe o najpomembnejših narkobosih. Ko je bil Mencho, ni bil ujet, bil je najden, soočen, ubit. Pred nekaj tedni v operaciji, ki je bila izvedena na podlagi ameriških obveščevalnih podatkov, Mencho je bil mrtev le nekaj ur in že krožila balada o Menču in njegovi junaški smrti. Torej, za vsem tem stoji pravzaprav cela kultura. To ni samo mitopoetika, ampak je pravzaprav kultura, ki je tudi eden najtežjih elementov za odpravo, če gledamo na nove generacije. Torej, to tudi z vzgojnega vidika zelo težko izpodbijati, če želimo preprečiti, da bi nove generacije šle v to smer. Predvsem pa proti tej vrsti naracije, proti tej vrsti možne prihodnosti. Ampak tukaj, Francesco, počakaj malo, rad bi izvedel, kaj je to. Zgodba o vodni poti. O koki. Da, vodna pot Koke je bila, oziroma je še danes vodna pot, ki povezuje prav to vodno pot na reki Paraná, ki potem iz reke Paraná pride vse do argentinskih pristanišč ali rečnih pristanišč v Paragvaju in od tam se droga pošilja proti Evropi. Spomnim se, da je vse do približno leta 2020 ali 2021 Sebastien Marseille veljal za gospodarja vodne poti Koke. Na tej sliki je še en pomemben element, ogromni paragvajski čako. Ravno sem hotel reči, Francesco, da si mi ukradel besede iz ust, ravno sem hotel to povedati. In spet se navezujemo na temo ogromnih zapuščenih ozemelj, ki jih imamo v Latinski Ameriki. In paragvajski čako je na primer eden izmed njih. Torej 250.000 kvadratnih kilometrov, se zavedamo, 250.000 kvadratnih kilometrov. Približno 60% celotnega ozemlja Paragvaja. To ozemlje je neobvladljivo, nemogoče. In prav to je, da je paragvajski čako neobvladljiv. Široka območja Brazilije, ampak pomislimo na celotno rečno mrežo znotraj Amazonije. Torej mi, ko sem živel v Belenu do Para en mesec
je reka Guama, ki je reka Belena, praktično morje, pa vendar je le pritok reke Amazonke, a to je morje. Zjutraj si vstal, šel na teraso, videl reko Guama in si rekel, no, to je res ocean, to sploh ni, razumem. To ni niti Tirensko morje ali Sredozemsko morje, karkoli že je. In zato je ta problem, da so mnoga obmejna območja, mnoga notranja območja držav, kot sta Brazilija in Paragvaj, v bistvu neobvladljiva. Veliko rečnih poti, pravzaprav imamo tukaj vse. Naprimer, problem, ki zadeva Amazonijo, je, da so bile iste domorodne skupnosti praktično prisiljene strani kriminalnih organizacij, da vstopijo v te kroge povezane z prepovedanimi drogami. Francesco, k temu dodamo še eno ključno besedo, ki je prej nismo omenili. Meje. Meje v Latinski Ameriki, posebej v Južni Ameriki, so kot rešeto, nemogoče jih je nadzorovati. Meje med državami. Tako zaradi svoje razsežnosti, kot zaradi naravnih elementov, ki jih sestavljajo, jih je nemogoče nadzorovati. Spomnim se prav tega anekdota, ki sem vam ga omenil. Svoje prvo leto sem preživel v Latinski Ameriki. Bil sem na meji med Ekvadorjem in Kolumbijo, kjer je deloval 48. fronta FARC in kjer jih je bilo več. Bila je zelo znana operacija, ki so izvedli, da bi ubili Raula Reyesa, enega od vodij FARC v Ekvadorju. In kolumbijska vojska je prečkala mejo, kriminalne skupine pa so mejo uporabljale, kot da bi bila njihov domači teren. Torej, pomislimo na mejo med Kolumbijo in Venezuelo, na znamenite Tročias, amazonske meje med Peru, Kolumbijo, Ekvadorjem, celotno mejo Brazilije. Za te kriminalne skupine so takšne razmere idealne. Torej, nezmožnost nadzora nad temi ogromnimi, neprehodnimi območji. Mimogrede, eden od elementov, ki ga je mogoče odkriti prav s pomočjo ameriške obveščevalne službe in DEA, brez ameriške obveščevalne službe pa ga je zelo težko najti. To so znamenite skrite pristajne steze v Amazoniji, ki jih že uporabljajo skupaj s Huaweijem. Tako je, torej brez satelitskega dela, brez obveščevalnih služb, ki lahko delujejo na tej ravni, jih ne najdeš. Te zelo majhne steze za majhna letala, ki morajo prevažati drogo, je zelo težko najti. Tudi zato, ker sem, na primer, pred leti govoril z osebo, ki je bila zelo blizu PSS-ov. Njegov stric je imel fazendo v zvezni državi Mato Grosso, torej v osrednjem zahodnem delu Brazilije. In stric je imel na tej fazendi praktično vse. Imel je majhen prostor, ki je postal pristajalna steza, prav za te cestne polne kokaina PS-ja. Ampak, mislim, to je res na neki drugi ravni. Če imaš ti tukaj garažo, kjer parkiraš avto, imajo oni tam majhno pristajalno stezo ob fazendi. Tako, pogosto govorimo o hektarjih vegetacije, pogosto so, na primer, pokriti. Veliko teh letal cestna, kot je zapisano tudi v knjigah Alana Diabreva, pristane sredi nasadov, torej pristanejo prav na sredini. Ni pomembno, glavno je, da ne zgubijo tovora. Kako pa potem poteka pristanek? Tako je, točno tako. Točno tako. Da. Mirko, po mojem mnenju tukaj zelo zanimivo vprašanje. Ne vem, če se želimo poglobiti van. Ampak po mojem mnenju lahko nekaj povemo o tem, ali gre za notranjo porabo v Braziliji ali bolj za izvoz. Jaz sem živel v Braziliji manj kot Frančišek, živel sem v São Paulo. V São Paulo je Cracolândia,
Skratka, vemo, da obstaja cela vrsta porabe, ampak seveda jaz to povem zelo preprosto, tako kot to Frančišek dobro razloži. Dražji izdelek gre ven, kar se porabi doma, je slabši preostanek in dejansko se vidijo tudi posledice izdelka, ki se porabi doma. Dražji izdelek, ki ga je mogoče prodati v Združenih državah ali ki ga je mogoče prodati v Evropi, plača se v evrih, v evrih in v dolarjih. In v dolarjih ven gre tisto, kar se plača v realih, v bistvu. Potem je to škart ali ne, Francesco? Ja, popolnoma tako. Paradoks je, da jih proizvajajo tam, ampak do tebe pride najslabše blago. Recimo tako, kakovostnejša droga, dajmo temu tako reči. Gre proti tujemu trgu, razen majhnega dela, ki se seveda ohrani za domači trg. Za tiste, ki si jo lahko privoščijo, Za elito seveda. elito. Torej, če odgovorim na vprašanje, da. Brazilija je središče za pretok kokaina iz vzhodnega dela Južne Amerike proti Evropi. Ampak ne samo to, vse je trenutno v gradnji. Na svojem blogu sem o tej temi veliko pisal, lani sem za brazilski časopis naredil tudi intervju. Že vrsto let je v gradnji biooceanska pot. Biooceanska pot bo praktično povezala Atlantsko obalo s Pacifiško obalo. Zdaj pa je tu dejstvo, ki je po mojem mnenju resno, to je stranski učinek resen, ki del te biooceanske poti poteka skozi območja pod nadzorom PSE-ja, poteka skozi območja pod nadzorom PSE-ja, ker gre skozi Santos. Začne se v Santosu, pride v Mato Grosso do Sul, torej v osrednjo-zahodno regijo Brazilije, nato gre v Čile in prispe v pristanišča Iquique in Antofagasta. Moja napoved je, da bo vse uporabil to pot za prevoz prepovedane substance tja, torej da jo bo odpeljal z Pacifiške obale in jo dostavil v Oceanijo in na Daljni vzhod. To je moje domnevanje, ker imajo organizacijo, ki lahko vse to izvede. In potem je treba povedati še nekaj. Čile nima pomembnih domačih kriminalnih organizacij. Predvsem v Avstraliji, kjer je tudi pomembna kupna moč. O notranji porabi sem hotel povedati eno stvar. Tudi zato, ker je zdaj v povprečju najlažje priti do pse. Kitajska. Ena iz Brazilije v Avstralijo preko Atlantika pomeni, da jo potem prodajo v Avstraliji po podatkih iz leta 2021 za približno $60,000 na kilogram. Torej je zelo veliko. Vprašanje, Francesco, imaš oceno, kolikšna je vrednost vsega tega ogromnega tihotapskega prometa iz Južne Amerike? Vsa Amerika. Pravkar sem hotel to povedati. Jo imaš? Številka je? Velike številke, o čem govorimo o stotinah milijonov. O milijardah ali o stotinah. Milijard. To je noro, fantje, smo okoli 90,000. Dal vam bom številko, ki mi jo je lani dal član PSC. Takrat je bil februar 2025. Rekel mi je, da je bila cena v Evropi 24,000 na kilogram. Vem, da od takrat do danes vem iz drugih virov, ki so neposredno povezani z predstavniki PSC. V Boliviji je cena v zadnjih mesecih padla na 14,000 na kilogram. Torej, pravzaprav ne po naključju, kot sem napisal na svojem blogu Latinoamericano, eden predzadnji članek, ki sem ga napisal, temelji na viru, ki mi je posredoval informacije. Zdi se, da v trgovino s kokainom vstopajo tudi maroške skupine, ki izvirajo iz Maroka. Ker je cena zanje
ugodna. Do te mere, da lahko, kako le rečem, opustijo hašiš, s katerim so največ trgovali, in se posvetijo tej drugi stvari. Ampak nisem govoril o ceni razredčenega kokaina, Francesco, govoril sem o samem prometu, o velikosti prometu. Podatek, ki ga imam jaz na regionalni ravni, ne od PSC, torej recimo, da vključuje vse skupine. Ne govorimo o številki večji od BDP-ja držav, kot je Ekvador. Govorimo o 90 milijardah dolarjev na leto. Govorimo o številkah, ki so fantastične, premikajo eno, ampak ne vem, če imaš pri roki. Poslal sem diapozitiv, ki tudi pokaže, kam gre ves ta denar, ker ta denar gre tudi skozi celotno proizvodno verigo. Korupcija, vsi podkupnine, ki jih je treba dati, orožje, ki ga je treba kupiti, točno tako. Torej, res obstajajo. Diapozitivi, razloži jih. Torej, najprej moramo pomisliti, da za tako kompleksen sistem, kot ga opisuje Frančišek, ostanemo samo v Braziliji. Zavedamo se, koliko sodnikov, policistov, zdravstvenih centrov, naprimer, uradnikov, podjetij je treba ustvariti, bančnikov, drugih manjših kriminalnih tolp, ki delujejo, ki jih moraš vseeno ustvariti, steze treba ustvariti. Obstaja celoten ogromen delovni ekosistem, paradržava, ki deluje pod temi karteli. Zdaj smo začeli s sliko, ki nam je opisal Frančišek, 8 ljudi v zaporu. Zdaj si morate predstavljati ogromno holding družbo, torej ogromno korporacijo, ki zaposluje na tisoče ljudi, kot da bi bila dobesedno paradržavna organizacija. Torej, vse, kar vidite tukaj, je glavna organizacija, ki ima na to v isti državi ali v drugih državah še druge povezane organizacije, ki jih je treba vseeno plačati, ki upravijo del dela. Potem je tu še ves del logistike, infrastrukture in potem še ves del korupcije. In plače, ki jih je treba dati vsem tistim ljudem, ki delajo v državi, a imajo v resnici dvojno službo, torej delajo tudi za te kriminalne organizacije. Naj vam dam primer. Pripadniki varnostnih sil in policije, torej plačujejo tudi zaposlene v zaporih, plačujejo vojake. Bankiri, če ste gledali Scarfacea, so vzeli 10%, da so dali denar v banko, da so ga oprali. Seveda gre danes bolj za fantomska podjetja. Torej, kriminalne tolpe so, zanimivo je, da so kriminalne tolpe na isti ravni kot bankiri, to mi je zelo všeč. Potem je ena stvar, Mirko, pomembno je povedati, mi govorimo o teh kriminalnih skupinah, govorimo samo o trgovini z mamili. Ampak zdaj v PSS, Francesco, se moramo tudi zavedati, da so te kriminalne skupine svoje dejavnosti zelo diverzificirale. Tako govorimo tudi o tihotapljenju drugih stvari, kot je gorivo, odvisno od držav, trgovina z ljudmi, migracije. Da v zadnjih letih so v regiji eksplodirale. In to je ustvarilo vrsto kanalov, kjer so mafije, predvsem povezane s temi kriminalnimi organizacijami, delovale zelo dobičkonosno. In potem nadzor nad ozemljem, ki ga odvisno od države ovira prisotnost. Ali pa domorodnih ljudstev, ki tako trpijo zaradi neselektivnega nasilja teh skupin, vedno zaradi vprašanja nekaznovanosti, ali pa afropotomskih skupnosti. Pred nekaj dnevi sem objavil intervju z verjetno eno najpomembnejših političnih predstavnic Quilombolov v Braziliji, Selmo Deldino, ki je prav v intervjuju pripovedovala o umoru Maji. Bernadeči 14. aprila je potekal proces, na katerem sta bila obsojena tako storilec kot naročnik. Ker so Quilombole, ki so potomci zasuženih ljudi, pripeljanih iz Afrike, Quilombo za Quilombo, ob morju, je okoli 9000 skupnosti razpršenih po celotnem brazilskem ozemlju, predvsem na podeželju, tiste, ki branijo ozemlje, to ozemlje, ki ga zelo pogosto potrebujejo te kriminalne organizacije. Zaradi cele vrste razlogov, ki so lahko bodisi tranzitna pot, bodisi vzpostavitev prikritega podjetja in tako pranje kapitala.
Torej, vse to zame je to potem nekakšno teritorijalno nasilje, ki deluje kot hobotnica. Torej, ni samo trgovina z mamili, ampak je prisotnost na določenem območju karkoli, brazgotine, denar. Vprašanje za Francesca. Lahko razložiš, kako prideš do teh stikov, virov, ne da bi imel posledice? Prvo. In drugo, zakaj bi ti ljudje sploh govorili z novinarji ali z raziskovalci in se razkrili? Ne tvegaj. Veliko delam prav na področju družbenih omrežij, zato iščem ljudi, ki lahko so zanimivi viri, ali pa iščem ljudi, ki so lahko stiki za dostop do zanimivih virov. Potem pa je treba povedati še nekaj. Ena posebnost organizacije PSS je, da je PSS zelo domišljava kot organizacija. Torej, všeč mi je, to mi je pred leti povedal moj prijatelj, ki tudi piše o PSS, všeč mi je, da se govori o njih. In dejansko, ko objavim, predvsem je en članek o PSS, kjer sem dal naslovnico na Instagram in to vsi cela vrsta podnaslovov. Naprimer, če ste gledali film Mesto angelov, je tam zgodba o fantu, ki potem postane fotograf. Na neki točki se znajde sredi ceste, tam je cela banda, oni vidijo, da ima fotoaparat in se vsi postavijo v pozo. In on naredi nekaj izjemnih fotografij kot nekakšen ekskluzivni posnetek. Vendar, kot je rekel grof v Duku, prevzetnost pride pred padcem. Ker potem, po mojem mnenju, pretiravajo, zato imajo v tem trenutku ta občutek nepremagljivosti. Radi govorijo, radi ti pripovedujejo stvari, ampak bili so tudi taki, ki so mi do neke točke povedali, potem pa so rekli, od tu naprej ti ne morem več nič povedati, ker bi si sicer sam sebi škodoval. Ker potem mogoče objaviš določene stvari, ali pa so me prosili, naj ne objavim določenih informacij. Nisem jih objavil, tam se je končalo in vir sem obdržal zase, dokler je bilo mogoče. Poleg teh stikov se seveda pogovarjam tudi z kolegi novinarji iz Brazilije, z prijatelji policisti iz Brazilije, z prijatelji tožilci iz Brazilije. Tako se potem iz tega izriše celotna slika, recimo pojavijo se informacije, pojavijo se rekonstrukcije in tako naprej. In potem je še dejstvo, da je ukvarjanje s PSS vsakodnevno delo. Torej, če se je zgodilo, da so bili viri aretirani, potem jih ni bilo več mogoče uporabljati kot vire. Potem se iščejo drugi, vzpostavi se stik, se pogovori in potem je vse ostalo. Jaz zelo pogosto uporabljam brazilski način, tisto, kar oni imenujejo jeitinho brasileiro, zato se obračam z spoštovanjem. Vprašam, oni zelo spoštujejo dejstvo, da si raziskovalec, da si predavatelj, da pišeš o njih, ampak pišeš o njih z analitičnega vidika, ne z vidika nakladanja. Tudi zato, ker kdo pa gre proti njim, bolivijska vojska, oni imajo več denarja, več ljudi, več orožja. Pravzaprav je problem je, PSS ima tisto, kar jaz imenujem kriminalna rezervna vojska, če uporabim Marksove besede, praktično neskončno. V smislu, iz česa v bistvu izhaja PSS. Izhaja iz zelo globoke socialne izključenosti, ki jo Brazilija nosi s seboj praktično od nekdaj. Nekakšna dediščina suženjstva. In brazilski zapori so, kot pravijo v Braziliji, za pobrez, pretose periferikos, torej za revne, temnopolte in ljudi, ki živijo na obrobju mest. PSS in vse brazilske kriminalne organizacije so si to iskali z lučko, guvernerji. Brazilci, brazilska država, brazilske institucije, to je namreč rezultat stoletij socialne izključenosti. Še nekaj drugega vam želim vprašati.
Glede na to, da so nastale te vojske, kroži ves ta denar, plačujejo tudi domačine, da jih skrivajo, delajo recimo lažne poteze, lažne izboljšave v vaseh, da bi dosegli molk med prebivalci. Ali pa dejstvo, da sredi džungle praktično nimajo potrebe po takšnih stvareh, vse imajo zase, skrivalnice. Kar se tiče brazilskega organiziranega kriminala, bolj ne kot ja. V smislu visoki predstavniki, PS prav tako kot pomembne osebnosti organiziranega kriminala v Rio de Janeiro. Organizaciji kot sta Comando Vermelho in Terceiro Comando Puro. Vodje zdaj živijo v luksuznih četrtih. Družina Markola živi v ogromni vili v četrti Alphaville, ki je četrt zaprt kompleks, kot ga imenujejo oni, kjer živijo zelo bogati ljudje. Družina Markola živi v Alphaville. Markolov sin ne zahaja v obrobja São Paula. Hodi v Pinheiros, torej hodi v Alphaville, visoki meščanski sloj, najvišji meščanski sloj São Paula. Te ljudje, te družine so dosegle tisti družbeni vzpon, ki so ga lahko dosegle. Nažalost, glede na socialne razmere v Braziliji, je bilo to mogoče le po poti organiziranega kriminala. Zdi se absurdno, a je res tako. Jaz ne vem. Ampak če so tako znani, Diego, če so tako znani, ne? Zakaj potem jaz, na primer, prvič slišim za PSS? Če imajo tako močno željo, da bi jih vsi poznali. Kako to, da bolj poznam Giacoze ali družino Gambino? Ker v Italiji o tem govorimo s tabo, ne govorimo o tem na kanalih, to je sicer velik kanal, ampak o tem ne govorimo na največjih. Imajo to željo, da bi jih vsi poznali, pa vendar še niso veliko prišli v ospredje v filmskem smislu, kaj ne? No, boh pomagaj. Na Netflixu, na primer, najdeš serijo Earmouse, ki govori o PSS, ki danes ne obstaja več, o izvorni PSS, o PSS, kakršen je bil nekoč. Torej 8 jih je ostalo, še 8. Ne, zdaj govorimo že o 1000 ljudeh. Ampak jaz ne ve se, kdo so vodje, ve se, katera struktura jo je ustvarila, ampak današnjih vodij ne poznamo. Današnje vodje so znane. Da vse najvišje strukture PSS so bile karterane sa strani brazilskih varnostnih organov. Vse se ve, večina teh ljudi je pridržanih. Tisti, ki niso pridržani, so večinoma trenutno v Boliviji, nekateri pa v Paragvaju, vendar se je v zadnjih letih veliko njih dejansko preselilo iz Paragvaja v Bolivijo. Diego, drugače ne bomo končali, ker smo že 1:20 minut tukaj, zato te moram pohititi, ne? Najbolj sem ti hotel nekaj povedati, ker najprej se pogovarjava že 1:20 minut, da bi poskušala razložiti te podrobnosti. Ampak kje v Italiji obstaja osrednji medij, ki ti da 1:20 minut, da govoriš o tem? Ni ga. Torej, kar se zgodi je, da se o tem ne govori, ker je stvar zapletena. Vedno pravim, Francesco, v teh prostorih pravzaprav odgovornost za kompleksnost. Ne moreš govoriti samo zato, da govoriš. Treba je govoriti, treba je razlagati, treba je narediti prave povezave. Zato se malo ve. Tudi zato, ker brazilska kinematografija verjetno pride manj do nas. Ampak kot pravi Francesco, je veliko filmov, poleg preveč resničnostnih oddaj, ki govori prav o situaciji, žal grozljivi, o tem, kako deluje Bopero. In determinate comunità, che noi le chiamiamo favelas. Da, to so bolj prikrajšane skupnosti. Res je, ker poslal sem ti intervju na Instagramu, tistega, ki sem ga objavil v časopisu El País. Zakaj intervju, kot je tisti, ki sem ga objavil v El País? V Italiji ne moram objaviti, ker moram predtem, preden jo lahko objavim v Italiji, napisati še 5 drugih člankov, v katerih razložim, kdo so prebivalci Quilombov. In potem, ko napišem 5 člankov, v katerih razložim, kdo so prebivalci Quilombov,
lahko naredim intervju za Selmo de Aldino in razložim, kaj se dogaja. Ampak se spomniš, Francesco, ko se je zgodil žal tudi umor tistih dveh novinarjev. V resnici je bil eden novinar, drugi pa snemalec. Brazilski aktivist Dom Phillips in Bruno Pereira. Morda so o tem pisala jaz in ti in ne vem še kdo. Poskušala sem malo bolj raziskati zadevo, ampak ni šlo naprej. Ker je bilo toliko stvari zapovedati. Torej, Mirko, čestitke, ker opravljaš pomembno delo, ko govoriš o tem. Res je, moram razumeti, rad razumem stvari, zato vprašam. Poleg imen, ki jih poznamo, El Chapo, Pablo Escobar, kartel iz Medellina. Mimogrede, še ena zanimivost. Ne vem, če veste, ampak zdaj Kolumbija sprejema, potem bom prišel do Ekvadorja, ker smo tam pri kolumbijski meji. Kolumbija sprejema nujne ukrepe zaradi povodnih konjev. Torej, Pablo Escobar, ko je ustvaril svojo slavno haciendo z vsemi živalmi, hacienda za mlade, ne? Tista je bila hacienda. Bil sem tam, bil sem si jo ogledati, veste, da sem živel več obdobij v Kolumbiji, šel sem si jo ogledati in ne... Počakaj, ker mi govorimo te stvari, baba, in potem ljudje ne razumejo. Ker ni tako, da vsi poznajo zgodbo Pabla Escobarja. On pride do točke, kjer vsi sklenejo dogovor z državo in si sam zgradi zapor, kjer je lahko počel vse, kar je hotel. Imel je celo državne stražarje, ki so ga varovali pred drugimi. Leta 1990 s predsedovanjem cesarja Gavirije, ki je bil pravkar izvoljen, Pablo Escobar sklene ta dogovor s kolumbijsko državo in zgradi si svoj zapor. Van se namesti kot zapornik. Nato v začetku julija leta 1992 bo v tem zaporu ubil dva svoja človeka iz kartela iz Medellina, Gerarda Chica Moncado in Fernanda Galeana. In na to, po tem vojnem umoru, država poskusi prenesti Escobarja v pravi zapor. Ta poskus ni uspel, ker je bil Escobar v tem zaporu do zob oborožen. In 22. julija 1992, glede na to, da si je zapor zgradil sam, on in ker je pustil del zunanjega zidu nezabetoniran, brcne v zid in ven on, Escobar in ostali, ki so bili ujeti noter. Katedralo zgradi zato, ker je bil cilj, da ga ne izročijo Združenim državam. To je bila velika skrb narkokartela v tistem času. In obstaja še ena zanimivost, obstaja video, zakaj? Spomnite se, da je Pablo Escobar imel tudi nogometno epizodo. Kupil si je tudi nogometno ekipo, ki je potem uspela zmagati na regionalni ravni. In v tej nogometni ekipi je bil vratar. Se ga spomnite? Seveda vsi, to je bil Higuita, vratar Škorpiona. Torej on na neki točki, Higuita, je bil prijatelj Pabla Escobarja. Tako je. Ampak, ko ga gre obiskat v katedralo, obstaja prav posnetek, ko ga gre obiskat v katedralo, kjer ga novinarji čakajo zunaj in ga vprašajo, ampak Higuita, kam greš? In grem obiskat patrona. Prav tako ga kličejo patron, zato ga tam suspendirajo in mu oduzamejo možnost igranja za kolumbijsko reprezentanco. Zakaj ga pride obiskat? Šefa, v bistvu medtem, ko je šel obiskat Pabla Escobarja v katedralo. Kolumbija je v teh okoliščinah nekaj spektakularnega. Ne izgubljajmo časa, ni neskončen, Diego. Ekvador recimo najprej. Ekvador je država, na katero sem zelo navezan, ker sem tam živel dolgo obdobje, več kot 2 leti. Potem sem se večkrat vrnil. Ekvador je, kot je rekel Frančišek, država, ki je žal v zadnjih letih padla v spiralo nasilja, vendar pa moramo, da bi to razložili, govoriti o Kolumbiji. To je nekaj, o čemer verjetno govorimo le tisti, ki se posebej ukvarjamo z analizo teh vidikov. Vendar je Kolumbija leta 2016 doživela zgodovinski mirovni sporazum med FARC
kolumbijskim revolucionarnim oboroženim frontom, ki je nastal v 50. letih, in vlado po zelo dolgi vojni, ki se še vedno nadaljuje z skupinami, ki niso sprejele mirovnega sporazuma, vendar se FARC na splošno leta 2016 demobilizira in te mirovni sporazumi so podpisani. Vzpostavi se celoten proces ponovnega vključevanja teh ljudi, 10 000, ki so bili del FARC, v kolumbijsko družbo. In na neki točki vsa tista območja, Mirko, ki predstavljajo mejo med Kolumbijo in Ekvadorjem, kjer kolumbijska država ni obstajala, in predvsem območje Putumayo, torej območje na desni strani, kjer je tudi meja s Perujem, tista območja, ki so zelo težko dostopna. Predvsem tisti del, ki sem ti ga omenil na desni, amazonska območja. V bistvu, zdaj bom povedal, v bistvu je bilo ozemlje pod nadzorom skupin različnih bataljonov FARC. Na tistem območju v Puerto Leguizamo, La Hormiga, je deloval 48. fronta FARC. Prav takrat, ko sem delal na meji, sem bil v Ekvadorju, tukaj v Sucumbiosu. Včasih je prišel tudi 31. front, ki je bil disciplinski front, da bi poskušal urediti stvari po pravilih, ki jih je kot paradržava postavljala FARC. Ko pride do teh mirovnih sporazumov, na neki točki ta območja FARC se umakne, tako da ni več prisotnosti te paradržave. Vendar pa država ne pride, torej FARC se umakne, vendar država ne pride in ta območja so zelo produktivna. Z vidika Polkoke so številni Ekvadorci, na primer, prečkali reke. Obstaja reka San Miguel, reka Putumayo. Reka Putumayo, to so binacionalne vode. Prečkali so reko, da bi delali za dnevnice. Na desni strani vidiš ti dve reki, San Miguel in drugo, Putumayo, kjer vidiš tam čoln, ker sta to plovni reki, kjer so, to te zelo zanima, kjer so čolni, ki se lahko tudi potopijo, ki lahko gredo tudi pod vodo. To so čolni, ki jih je Kolumbija kupila prek plana Kolumbija, torej financiranje Združenih držav za oborožitev kolumbijske vojske. Jaz sem jo videl in znašel sem se v kanuju. Potuješ tik nad vodo in na neki točki se znajdeš na reki, ki ni odprto morje. Reka, vojaška ladja teh dimenzij, ki jo je uporabljala kolumbijska vojska, to je kot film. Tega ne privoščim nikomur. Ko FARC preneha nadzorovati to območje, začne prihajati do zelo pomembnih infiltracij prehodnih organizacij. Tolpe v Ekvadorju so bile že prisotne, predvsem na obalnem območju, vendar v manjšem obsegu. Bile so lokalne tolpe brez čezmejnih povezav. Predvsem območje Guayasa, Guayaquil, je bilo eno najbolj nasilnih mest. Tam so bili ekspresne ugrabitve, napadi, v Kitu pa manj. Tam, kjer sem živel na tistem območju, so bila več let prisotna ugrabljanja. Predvsem v zvezi s tistimi različnimi ukrepi, o katerih sem prej govoril. Te so uporabljale tudi skupine preprodajalcev drog, da so prišle do virov denarja. Ko, na primer, govorimo o FARC, se moramo spomniti, da so se iz politične gverile, kot je nastalo v 50. letih, skozi leta preoblikovale v Iran. Na Irskem, kaj ne? V smislu, da potem za nek načrt, da... V strukture, ki so potem uporabljale tudi prepovedane droge. Nikoli ni bilo zasegov. Zdi se mi, da razumem samo. Zadnjo stvar, da povem, da v zadnjih letih, potem, ko se je ustvarila praznina, FARC, ki so delovale v Ekvadorju, so sklepale pogodbe ali pa so delo opravljale kar same. Ti majhne lokalne oborožene skupine, te male lokalne tolpe, na neki točki, ko FARC ni bilo več, so prišli drugi akterji. In kdo je prišel? Prišli so mehiški karteli, ki se zdaj bojujejo za ozemlje v Ekvadorju.
in oborožujejo različne organizacije. In torej vojna, ki jo imamo v Mehiki med kartelom Sinaloa in kartelom Jalisco Nueva Generación. Nova generacija, zdaj jo imamo v Ekvadorju po naročilu drugih. Torej različne kriminalne frakcije, ki poskušajo prevzeti nadzor nad območji, predvsem nad glavnimi pristanišči. Tisto v Guayaquilu, ne samo to, saj so sponzorji tisti, ki podpirajo kartel Sinaloa in kartel Jalisco Nueva Generación. Torej obstaja. Trenutno v Ekvadorju vojna prek posrednikov. Torej želijo igrati isto igro na tistih koncih, torej zagotoviti si nadzor nad proizvodnjo in jo nato prenesti k sebi. Opazil sem, da medtem ko na drugi strani v Boliviji promet poteka proti Braziliji, pristaniščem Brazilije in Argentine, tukaj pa se proizvaja v Peruju in Ekvadorju, gre vse proti Mehiki. Izbrali so to obalo praktično, torej prenašajo svojo vojno sem. To, kar sem ti govoril, so mehiški karteli, ki želijo nadzor nad temi pristanišči, ker lahko preko teh pristanišč vzpostavijo neposredno povezavo z Mehiko. Mehika, ki potem, kot vemo, je bilo prej postavljeno zelo zanimivo vprašanje o fentanilu, in mislim, Francesco Azzardo, še nekaj. Znižanje cene te snovi, kot smo prej rekli, v Evropi, je verjetno tudi odraz eksplozije fentanila v Združenih državah. Vemo, da je 50-krat bolj zasvoljiv, kot pravimo, od heroina. Torej povzroča 50-krat večjo odvisnost kot heroin. Uporabljajo se različni elementi, ki jih kupujejo na Kitajskem, vendar na to za Mehiko proizvajajo to snov. Ali je fentanil v primerjavi s kokainom dražji ali cenejši glede na konkurenco? Ne, stane manj. Torej je zato tudi znižal ceno, ja. Treba je tudi povedati, da je fentanil. prekomerna proizvodnja koke, torej pride veliko, proizvede se veliko in zato je cena padla tudi zaradi tega. Ja, tudi zato, ker če govorimo o Kolumbiji, skupine, ki niso sprejele mirovnih sporazumov iz leta 2016, ali pa so se po mirovnih sporazumih iz leta 2016 odločile, da se vrnejo k orožju, ki jih imenujejo disidenti FARC. To so zelo različne skupine, ki delujejo na zelo različnih območjih in nimajo več centralnega poveljstva. Vsak mora zaslužiti zase in kot pravi Francesco, ni več enotnega vodstva proizvodnje, vsi pa skušajo proizvesti čim več in prodati čim več, ker so prihodki potrebni tudi za nadzor nad ozemljem in za vojskovanje proti drugim skupinam. Tudi, naprimer, še naprej delujejo ÖLN, Narodno-osvobodilna vojska, skupaj z bendami, ki delujejo na mestni ravni, Bacrim ali druge tolpe. In Clan del Golfo, ki je nekaj drugega, nadzoruje zelo pomemben del kolumbijskega ozemlja. V Kolumbiji še danes govorimo o skoraj 20,000 oboroženih ljudeh po vsej državi. Govorimo o norih številkah. 20,000 oboroženih ljudi, razpršenih po ozemlju, ki niso del redne vojske. In potem, naprimer, Veliko jih je šlo v vojsko, ki so šli v redno vojsko, ki so postali del redne vojske. Najbolje je, da kontakti uporabljajo VPN, preden se povežejo. Tako zaščitiš sebe, kot tudi njih. Poleg tega je po svetu ogromno strežnikov in z VPN-jem se lahko povežeš tudi iz držav, ki imajo morda blokado. Naprimer, to se je zgodilo z lokateljem v Siriji, zgodilo se je tudi z drugim raziskovalcem v Armeniji, ki se je moral povezati med Armenijo in Azerbajdžanom, in edini način za to je bil, ker če se naprimer povežeš na svojo banko in te zaznajo na tako nenavadnem mestu, ti ne dovolijo dostopa. Če uporabljaš VPN, čeprav je res, da obstajajo tudi kraji, ki blokirajo celo VPN-je, je to vseeno dodatna zaščita. Poleg tega zaščitite kanal in ga podpirate, ker, kot so tudi oni rekli, ki raziskujejo te stvari, ni tako, da bi se vsi ukvarjali s temi vprašanji in če se jih lahko lotimo. Čeprav to zagotovo ni glavna tema, je prav zato, ker obstajajo sponzorji. Torej, v narekovajih nas lahko tudi ne skrbijo ogledi. Tukaj je QR koda, ki jo lahko skenirate, dobili boste 60% popusta, povezavo pa najdete v opisu.
in v klepetu. To je način, da vas podpremo in jaz si lahko v narekovajih vzamem tveganje, da prinašam tudi teme, ki so mainstream, kot smo to naredili pred kratkim s Poličenjem, glede vojne v Sudanu. Ne? Tudi če ne doseže 100.000 ogledov, so pa to teme, ki jih je treba vključiti v pogovor. Tudi o tem, kar se dogaja med Mehiko, Ameriko, o vojni, ki jo vodi Trump, o teh tihotapstvih, ki postajajo vse bolj resna tudi v Ameriki. Zombi, ki jih vidimo, tisti slavni videi zombijev, o katerih sem govoril, vidite, kako so stvari včasih povezane. Tukaj govorimo o narkotrgovini v Južni Ameriki, Severni Ameriki in tako naprej. Se spomnite, ko je Trump želel Grenlandijo? Ja, zdi se, kot da je bilo včeraj. Prav na tisti video sem mislil, Mirko. Ljudje na Grenlandiji so se norčevali z Američanov. Snemali so videe Američanov kot zombije, kot da bi hoteli reči, če je to kultura, ki jo želite izvažati, ni prav nič posebnega. In nanašali so se na zombije zaradi fentanila. Torej vidite, kako je vse to veriga vplivov, ki je ne morete izvažati. Ne vi, ne jaz. Mirko, mi dovoli, da tudi jaz naredim oglasni prostor, samo da spomnim, ne smem delati reklame za sponzorje. Za sponzorje ne smem delati reklame za druge stvari. Ne, hotel sem reči ne, samo o Instagramu sem govoril. Mislim na Instagram, ja, seveda. Samo rekel sem, da če želite več informacij o tem, če me želite spremljati, mi je to veselje, ker na družbenih omrežjih poskušamo predstavljati te teme in veste, da v Italiji to ni ravno lahko. Lahko me spremljate, če želite na Instagramu, tudi zato, da vam lahko kasneje zasebno odgovorim na druga vprašanja, ki jih imate, lahko mi pišete. Dragi Mirko vam bo potem objavil povezavo v komentarjih, tako da me lahko spremljate, če želite. In nič manj kot infografika ELN. In tukaj gremo. To je čisto zadnja stvar. Ena stvar o Kolumbiji, ker je zanimivo, kaj se je zgodilo zgodovinsko v Kolumbiji. Ker izhajamo iz kartelov, ki so močno zakoreninjeni v mestnem okolju. Torej Medellin, Cali, potem zadnji Norte del Valle. Meni pa se zdi, popravi me, če se motim, Diego, da je v zadnjih desetletjih prišlo do neke vrste ruralizacije organiziranega kriminala, povezanega z trgovino z mamili. Ja, Kolumbija se nenehno razvija, ker imamo zdaj predsednika Petra, ki mimogrede odhaja, je predsednik. Letos so volitve, zato je prvič v 200 letih, da vlada levica. Kolumbija je bila ustanovljena leta 1821, je republika, ki je starejša od italijanske. Prvič imamo predsednika takšne vrste, če se ne spomnite, ampak prvo leto se je ukvarjal samo z mednarodnimi govori. Na OZN se je predstavil z izjavo, da smo vojno proti drogam izgubili in da je zato treba spremeniti pristop. Torej, začel je promovirati idejo popolnega miru. In s popolnim mirom ni govoril samo o zgodovinskih skupinah, kot so ELN, ampak tudi o oboroženih tolpah, kot je klan Del Golfo ali drugih morebitnih. Torej, bilo je veliko pogajanj, točk srečanja, predvsem točk spora z temi skupinami. In glede na vidik ruralizacije, tukaj je pomembna razlika. Francesco je to si zelo dobro preučil. Karteli, kot je kartel iz Calija, kot je kartel iz Medellina, so bili posebej vezani na določena mesta. Poslal sem ti 3 diapozitive, Mirko, iz Calija, Bogote in se ne spomnim katerega drugega mesta, kjer lahko vidimo, da na urbanem nivoju obstajajo pomembne razlike med stolpami, ki nadzorujejo različna območja. Ko pa govorimo o državi na splošno, govorimo o skupinah, kot so ELN, ki so se zgodovinsko razvile na najbolj nedostopnih območjih, prav zato, ker jih vojska ni mogla ujeti. Ko so FARC podpisali mirovne sporazume, so ELN skušali prevzeti nadzor. LN je gverilska skupina, številčno manjša od FARC,
ki je skušala prevzeti nadzor. Ta, na primer, je zelo zanimiva, ta diapozitiv, ker prikazuje, kateri so še vedno aktivni skupine. Vidite številke spodaj. 20,000 oboroženih mož. Imamo odpadniško frakcijo Estado Mayor Central, drugo Marquetalio, samoobramba Sierra Nevada de Santa Marta, torej na severu. In na vrhu imaš še dve zgoraj, imaš še dve točno LN in Clan del Golfo. Torej, govorimo o LN, govorimo o približno 2500 možeh in Clan del Golfo, govorimo o približno 2000 številke, na diapozitivu niso tako natančne. Ampak, poanta je, da so v mestih, Francesco, že skupine, ki delujejo, ki niso popolnoma skladni z interesi teh glavnih kriminalnih front, aj trgovine z mamili, ki delujejo. Namesto tega je Kolumbija ogromna, na teh poteh, ki so veliko bolj, tukaj je slika, ki so veliko bolj podeželske, če hočemo, ali pa veliko bolj povezane z neurbanimi območji. Zdaj, v Kolumbiji, predvsem s koridorjem Darien, ki je ta džungla, pravi, Kolumbija in Panama sta bili do leta 1903 ista država, Panama in Kolumbija. Vendar povezuje Kolumbijo in Panamo s celotnim trgovino z ljudmi, z osebami, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi v tem koridorju Darien. Predvsem Venezuelci, Kubanci, Ekvadorci, Haitici. Ampak pomislite, tam je šlo skozi do 60 različnih narodnosti. In razvil se je proces decentralizacije operacij iz velikih zgodovinskih središč, da bi se usmerili v takratne interese. Torej je vse skupaj popolnoma v razvoju. In potem je še drugo veliko področje v Kolumbiji. Spomnimo se, da je kolumbijsko-venezuelska meja. Venezuela je vedno nudil podporo, že od časov Chaveza, gibanju FARC, in s prihodom Madura na predsedniški položaj so bile številne frakcije FARC-a, ki so bile še vedno oborožene, tako rekoč podprte. Z vidika ozemlja so lahko stalo prehajali mejo in bili zaščiteni znotraj venezuelskega ozemlja. Prosojnice, ki jih zdaj prikazuje Mirko, so pomembne, ker nam pomagajo razumeti, da poleg skupin, ki ste jih prej videli znotraj mest, to je Bogota, na primer lahko vidite delovanje zelo različnih skupin med seboj. In prvi tisti, ki se pojavi na vrhu, to je Tren de Aragua, ni kolumbijski, ampak Tren de Aragua je venezuelski. In je. Nastanitev od PSC. O PSC-ju pravzaprav, ravno sem hotel to povedati, razložiti, Frančišek. Je zaveznik Tren Aragua in PSC delujeta. Torej, v resnici, oprostite, naj pojasnim, ker me bodo sicer prijatelji iz Brazilije, ki poslušajo, okarali. Od leta 2010, torej od tretje različice statuta, PSC nima več zaveznikov, ampak sodelavce. Torej, recimo tako, sodelovanje med PSC in Tren Aragua na severu Brazilije, na meji z Venezuelo, je sodelovanje, ki še vedno poteka. In to je element, ki bi lahko in bi moral skrbeti, saj bi morebiten prodor PSC na obalo Pacifika zagotovo temeljil na tesnejšem sodelovanju med Tren Aragua in PSC. Zakaj tesnejše sodelovanje? Ker imata dejansko skupno zgodovino. Tudi Tren de Aragua je namreč nastal v zaporu. Torej gre za zaporniško frakcijo, ki se je nato preselila na ulice. Francesco, imam revolucionarno idejo, kako ustaviti vse to. Ukinimo zapore. Tam se rodijo. Tam se rodijo. To je najslabši kraj, kamor jih lahko daš. Vse najbolj genialne umedaš skupaj. Ko pridejo ven, so še slabši kot prej. V Braziliji to pravijo celo strokovnjaki, to pravijo tožilci, sodniki. V Braziliji je zapor akademija kriminala. Torej, kaj se zgodi? Zgodi se, da revež, ki krade v supermarketu, ker je lačen, pristane v zaporu.
v zaporu najde recimo člane PSC, člani PSC ga pristopijo in rečejo, vemo, da potrebuješ rjuhe, potrebuješ zobno ščetko, potrebuješ zobno pasto, potrebuješ nekaj udobja. Poslušaj, mi ti damo. Milo bi se izognil, evo. A ne, tudi tega, očitno. Mi ti damo vse to in potem brez skrbi prišel bo trenutek. Ja, bom poskrbel, seveda. Praktično zanovačeni ljudi. Ampak tako jih novačijo. Zapori v Braziliji so pravzaprav kriminogene ustanove. Torej pridejo tja z nizko stopnjo kriminala, z manjšimi kaznivimi dejanji, za katere v mnogih primerih sploh ne bi potrebovali zaporne kazni in iz zapora pridejo kot morilci PSC ali pa kot ljudje, ki jim PSC zaupa izvajanje določenih nalog. Ker ti PSC, ko imaš dolg, reče, moraš opraviti to nalogo. Če naloge ne opraviš, si v večini primerov mrtev človek. Francesco, ostalo vprašanje, zakaj zdaj? Medtem, ko smo govorili, sem se seveda spomnil na Kolumbijo. Zdaj, ko gledamo Kolumbijo, se razloži. Zakaj? Z vsemi frakcijami, ki smo jih videli v Kolumbiji, z zgodovino, ki jo ima Kolumbija, z oboroženimi kriminalnimi tolpami, ki so v glavnih kolumbijskih mestih, razumemo, zakaj. Kolumbija je največji izvoznik plačancev na svetu. Ker so bili plačanci, ki so ubili haitijskega predsednika, Kolumbijci. O tem smo govorili tudi, Mirko, o kolumbijskih plačancih, ki sodelujejo v vojni v Ukrajini, in predstavljam si, da ste govorili tudi o Sudanu. Vemo, da so sledi kolumbijskih plačancev, ki se borijo tudi v Sudanu. Potem sem videl eno vprašanje, tole bom izpostavil, imamo še 5 minut. Torej, 5 minut. Samo zaradi spoštovanja vprašanj, da bi se srečali, ne? V prihodnosti bomo morda naredili nekaj drugega, bolj posebnega o Mehiki, samo o tem, ker zdaj ne zmoremo. Imamo 5 minut. Ne, hotel sem reči, moj Instagram je Diego Batistesa, ampak Latinoamericando je blog Francesca, za katerega ste spraševali. Latinoamericando. Latinoamericando.org in potem Venezuela, Trinidad, mimogrede je zelo pomemben, ker je bila pred nekaj meseci v Španiji izvedena policijska akcija in eden od vodij Trinidad je bil tukaj aretiran. Bil je aretiran prav v Španiji, kajti lovke teh organizacij segajo vse posod. Trinidad pa je poleg tega zelo krut. To je organizacija, ki je popolnoma brezobzirna. Prišlo je do eksponentne širitve povezane z venezuelsko migracijo. Tukaj pa želim pojasniti, da to ne pomeni, da venezuelska migracija prinaša Trinidad. Ampak to pomeni, da je 8,5 milijona, skoraj 9 milijonov venezuelcev, ki so v zadnjih letih zapustili državo. Skratka, brez da bi preveč poglabljali, o tem smo že govorili, to pomeni, da tam ni bilo tako dobro. Ja. Maduro je zanikal, da bi bilo 9 milijonov migrantov, izkoristili so migracijske tokove, da so prodali v različne države. Torej, Trinidad je danes prisoten tudi v Ekvadorju, predvsem pa v Peruju, kjer ima Trinidad eno najpomembnejših operativnih središč in seveda v Venezueli ostaja zelo, zelo pomemben dejavnik. Rad bi se vrnil k eni stvari, ki smo jo prej omenili, ni jasno, od kod vsi te skupine dobijo orožje, saj so oboroženi do zob. Torej, Francesco, 2 vprašanji. Kje brazilske skupine dobijo orožje? In drugo vprašanje, ki sem ti ga želel zastaviti, sem pozabil, ti ga bom postavil kasneje. Ampak vprašanje o orožju se mi zdi pomembno, ker potem imamo... Zelo na kratko, naprimer, veliko orožja dobi z izmenjavami z Ndrangeto. Torej, prepovedane droge v zameno za orožje. To je bilo ugotovljeno tudi na sodni ravni.
Kar zadeva druga orožja in druge organizacije, velik tok orožja v Brazilijo prihaja predvsem iz Združenih držav Amerike. Iz Združenih držav Amerike. No, Je tudi enostavno. Potem imaš območja, kot je Teksas, tista mesta, ki so najbolj obmejna, kjer je nakup orožja tudi precej enostaven. Izmenjave med kriminalnimi organizacijami, torej prepovedane droge v zameno za orožje. In iz Združenih držav v mnogih primerih tudi iz zalog brazilskih policijskih sil. Skratka, še posebej v Rio de Janeiro, predvsem, ko gre za milice. Potem te zalogi orožja skratka krožijo na vse mogoče načine in končajo tudi pri policiji, končajo pa tudi pri kriminalnih frakcijah, kot sta PSS ali Comando Verde Medico. Allora, glede na to, da se bomo sicer zgubili, ker ni časa, Mehiko in druge države bomo obravnavali posebej v prihodnosti. Potem postane razvlečeno, ljudje gledajo vse ure v živo, po nekaj časa se zgubijo. Zato bi se res zahvalil Diegu in Francesku. Spomnim vas, da sem jutri zvečer v Bresči ob 20:30 z Umbertom Bertonellijem. Povem vam tudi, kje, pravzaprav vam pokažem naslovnico. Ob 20:30 potem bomo tam ostali kar nekaj časa, bom prinesel tudi nekaj knjig s seboj. To je kraj, imenuje se Sala Polivalente na ulici San Michele v Calvisano Brescia, ki je nekoliko južneje. Odprto je, zato vstopite brez skrbi in tako naprej. To je lepa dvorana, bo nekakšen pogovor. On gleda stvari torej z ekonomskega vidika, jaz pa bolj z recimo strateško-vojaškega vidika. Ampak imeli bomo ta pogovor in bomo videli, kako bo šlo na dinamičen način, brez preveč scenarijev ali podobnih stvari. Torej, hvala vam, hvala našim gostom in se vidimo v torek, verjetno z Maurom itd., da posodobimo, kaj se dogaja v Iranu. Prišel naj bi tudi general Capitini. In potem se bomo v tednu vrnili s temami o Ukrajini. Tudi zato, ker se ne dogaja ravno veliko, razen nekaj novic, o katerih smo že naredili en kratek video. Naprimer, položaji, ki so jih zavzeli samo droni. Nekoliko posebne stvari, ampak ni, da bi se dogajale kakšne velike akcije. Razen, če Trump jutri zjutraj ne vstane z levo nogo. Kdo pa ve? Torej, hvala Francesco, hvala Diego, lahko noč vsem. Lahko noč.